Kaj mislite? Kaj je pomembneje za zagotavljanje nemotene proizvodnje? Dobra cena surovin ali zanesljivost dobave? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Strokovnjaki za logistiko ocenjujejo, da bodo motnje v dobavah zaradi različnih razlogov trajale še nekaj časa. Razlog za to je več. V Sueškem prekopu nasedle ladje, zaprta pristanišča na Kitajskem, občasne ustavitve tovarn in še bi lahko naštevali. Zaradi naštetih dejstev se je na preizkušnji znašla učinkovitost sistemov, ki zagotavlja dovolj zalog za nemoten potek proizvodnje. V trenutku so postali sistemi zagotavljanja materialov po sistemu just in time in različni modeli tako imenovanih minimalnih zalog preteklost. Sedaj je v praksi novi model, ki ga lahko na novo poimenujemo kot model ravno o pravem času. Podjetja se na nove razmere prilagajajo na različne načine. Nekatera celo začenjajo najemati zasebne tovorne ladje, saj le tako lahko zagotovijo pravočasno dobavo. Dodatno se namenja več pozornosti procesom v podjetjih na področju procesov nabav, kjer pogostokrat ostane delo zaposlenih neopaženo, dokler se ne pojavijo težave, ko se ustavijo tovarne. Logistiko smo v preteklosti jemali kot nekaj samoumevnega in se z njo nihče ni ukvarjal poglobljeno pred izbruhom pandemije. Sedaj se pa že gradijo novi modeli na področju logistike in predvsem zagotavljanja stabilnosti dobavnih verig. Predvsem bo področje v prihodnje zanimivo, kako s pravilnimi strategijami obvladati tveganja v dobavnih verigah. Povezano s tveganji je postalo tudi za zavarovalnice zanimivo produktno področje zavarovanja tovorov, kar bo prav tako vplivalo tudi na ceno same logistike in nenazadnje na ceno surovin. Logistični krč tako odpira nova razmišljanja v poslu. Eno izmed teh je, da je bilo zmotno dejanje v preteklosti, da smo omogočili, da se velesile, kot je Kitajska, tako močno pozicionirajo v gospodarstvu in nekatera podjetja svojo neodvisnost ne gradijo z večjim poudarkom na surovinskih zaledjih v večjih državah ali nenazadnje v bližini lastne proizvodnje. Vsa našteta dognanja v trenutni situaciji vodijo v strategije, da ni več najpomembnejša cena surovin na predpostavki kvalitete, ampak je postalo pomembnejše dejstvo, da ne glede na ceno zagotovimo surovine za nemoten potek proizvodnje po novem modelu ravno o pravem času. Strateško usmerjeno politiko Evropske unije in vključitvijo poglobljenih izkušenj v času pandemije na področju logistike in zanesljivosti dobavnih verig moramo oblikovati modele, s katerimi bomo lažje premostili motnje v dobavah v primeru različnih scenarijev v prihodnje. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.